Če bi bil dovolj star ali pa mlad, bi se zagotovo udeležil, seveda bi najprej upal, da pravilno rešim čim več vprašanj, da pridem v top 50. Potem pa ja, valjda, super je slišati, da je nagrada avto za 1 leto, pa še par drugih, ne? Ampak izkušnja, dodatno znanje, dodatna poznanstva, to se mi zdi tista dodana ali pa dodatna vrednost tega dogodka oziroma tega izbora, ne? To je nekaj, kar tega si ne moreš kupiti. Pravzaprav na en način neprecenljivo. Puma je popolnoma nov model, ki prihaja na slovenske ceste in hkrati nagovarja res to mlado radovednost, radoživost, varnost in veselje do vožnje. Mi si želimo spremeniti navade mladih, to pomeni, da bi spoštovali prometna pravila, s tem povečamo varno udeležbo v cestnem prometu, povečamo kulturo, ki se potem kasneje prenaša tudi v starejša obdobja. Tam pa opažamo poslabšanje stanja prometne varnosti in to se mi zdi ključno. In seveda potem prenašanje teh izkušenj, znanj na mlajše. V lanskem letu je umrlo 5 voznikov motornih vozil, se pravi starih od 18 do 24 let. Če pogledamo leto nazaj, jih je bilo 10. Se pravi, da se tudi skozi leta tudi na tem področju stanje varnosti izboljšuje. Tudi bili so v bistvu 10% povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom. Če pogledamo leto nazaj, leta 2018, pa je bil ta odstotek 23. Zagotovo so mladi dostikrat stigmatizirani tudi kot nevarni vozniki in so v velikih primerih dobri vozniki, preudarni vozniki in pa previdni vozniki. Zato res apeliram mlade, da se prijavijo v ta projekt in ovržejo te trditve in pa stereotipe, ki veljajo za njih. Mladi vozniki so pred kratkim opravili izpit in tečaj prve pomoči za voznike motornih vozil in imajo krasno znanje, ki ga je potrebno negovati in ne nekje varno spraviti v omaro. In to je nekaj, česa se morajo zavedati. Na našem delovnem mestu so prikazali zelo dobro znanje, vendar to znanje, kot sem rekel, je potrebno negovati, da bodo boljši v tistih primerih, ko se bo to od njih takrat pričakovalo. Partner smo že letos 3. leto in se vsekakor izjemno veselimo tudi letošnje edicije. Vsi tisti, ki smo imeli možnost kadarkoli prisostvovati temu polfinalu, vemo, da so izzivi zelo realni situacijam, ki se lahko zgodijo tudi na cesti, tako da verjamemo, da vsi tisti, ki odidejo tukaj, so tudi odgovornejši vozniki in to ponesejo potem s sabo tudi v kasnejših letih, tako da vožnja ni le neka rutina.